spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, poslušalke in poslušalci, državljanke in državljani in številni drugi. Plenarna seja Državnega zbora se danes ni začela, zato imamo danes tudi tiskovno konferenco. In naj povem, da prejemam kar precej SMS-ov in drugih sporočil. V glavnem se to odzivi na polemiko o smotrnosti strožjih ukrepov v Sloveniji, ko gre za tako čiščenje na eni strani, kot tudi za zadrževanje oziroma preprečevanje zbiranja. Teh dilem preprosto ne razumem, če smem reči z eno besedo. V isti sapi dvomimo v zmogljivosti naše vojske in se hkrati bojimo njenega nadzora na naših mejah, ki bi zagotovo sprostil preobremenjeno policijo, ki se mora še bolje osredotočiti na izvajanje zaščitnih ukrepov. Po grobih ocenah delanih za povprečje OECD držav, vsak teden krize izgubimo 0,5 oziroma 0,5% bruto domačega proizvoda, kar za Slovenijo preračunano pomeni okrog 33 milijonov evrov na dan. Obenem pa nekateri še vedno dvomijo v to, ali je res potrebno biti maksimalno odločen in krizo oziroma predvsem epidemijo premagati in rešiti čim prej. Očitno je potrebno še več jasnosti. Če sem čim bolj konkreten, brez ukrepov bi umrlo veliko število ljudi. Bolezen bi se izredno hitro razširila. Zdravstvene kapacitete ne bi niti približno dohajale. Jasno je, da to ne more biti in ne sme biti naš načrt. A prav tako mora biti jasno, da tudi le upočasnjevanje rasti širjenja okužb samo po sebi nič ne pomeni. Respiratorji oziroma ventilatorji in druga oprema lahko pomagajo pri odpravljanju posledic dosedanjega hitrega širjenja virusa. Za zdravljenje oziroma za kurativo gre v tem primeru. Ta oprema je vsekakor pomembna in še kako jo bomo potrebovali v naslednjih 2 tednih, ko pričakujemo večje število bolnikov v bolnišnicah, predvsem pa težkih bolnikov. Nikakor pa to ni rešitev epidemije in krize. Če bi želeli v zadostni meri in na nadzorovan način prekužiti populacijo, da bi bila odporna na virus, bi zato po grobih ocenah tudi v primeru drastičnega povečanja zdravstvenih kapacitet potrebovali več let. Škoda za delovanje gospodarstva, države in družbe pa bi bila neprimerno večja, nepredstavljiva. Zato povsod mrzlično razvijajo zdravila in cepiva za ta virus. Torej še enkrat, dokler bo število novo okuženih raslo, ne bomo uspešni. Dokler bo vsak, ki je pozitiven, okužil vsaj eno novo osebo, se bo kriza poglabljala. Ko pa bomo dosegli, da bo število novo okuženih oseb začelo padati in boste na primer 2 osebi okužili le eno, ali pa bodo 3, 4 okužene osebe okužili samo še eno, se bo to stanje začelo izboljševati, število novo odkritih bolnikov bo začelo upadati. O tem govorimo, ko govorimo o vrhu epidemije ali pa o obvladovanju epidemije. Krivulje, ki se pogosto rišejo, niso neki samo uresničljivi scenariji. To so le modeli, približki, ki predpostavljajo, da ljudje ukrepe upoštevajo. To ni vlak, ki vozi po vnaprej ustaljenih tirnicah, mi sami ga upravljamo in edini način, da krizo rešimo, je, da ta virus premagamo. Ga vse bolj osamimo, zmanjšamo njegovo širjenje, ga zaustavimo in uničimo. Obstoječe alternative ni. A to je tudi dobra novica. To je povsem v naši moči. To je v naši pristojnosti. To je v naši odgovornosti. To lahko storimo in to moramo nujno tudi storiti. Ko bomo vsi skupaj to jasno razumeli, verjamem,
da se ne bo več potrebno spraševati, ali je res potrebno razkuževati večstanovanjske stavbe. Verjetno bo takrat marsikdo sam vzel varikino, naredil pravo raztopino, razkužilo in šel brisati vrata in stopnice in kljuke in vse, kar prijemljamo. Vsak preventivni ukrep šteje. Zavedajmo se tega. Naša veleposlaništva po svetu redno spremljajo stanje po drugih državah in njihove ukrepe, ki jih te države sprejemajo. Nobena država na svetu ne sprošča ukrepov za omejevanje gibanja. Nasprotno, vse države ukrepe samo zaostrujejo. Edina izjema je v tem primeru Kitajska, pa še to samo v provinciji Hubei. Par primerov ukrepov za ilustracijo, da ni edino Slovenija tista, ki ukrepe zaostruje. V Belgiji, na primer, policija z uporabo dronov nadzira in omejuje gibanje prebivalcev. Nad parki letajo droni in droni s pomočjo posnetkov na eni strani in z govorjeno besedo opozarjajo ljudi. In takoj pride policija in človeka odžene iz parka. Švica že izdeluje profil gibanja telefonskih uporabnikov, da bo lahko uporabnikom sledila. Mimogrede, Švica je poslala svojo vojsko na meje. Sklep se glasi, da imajo v tej krizi, v tej epidemiji pravico napotiti do 8.000 pripadnikov švicarske vojske na mejo. Pri nas je to problem. Enako razmišlja Nemčija. Evropska komisija je včeraj sporočila, da razmišlja, da bi s pomočjo sledenja mobilnih telefonov sledila razvoju epidemije po Evropi. Številne evropske države imajo razglašeno izredno stanje. Večina držav ima uvedene enake ukrepe gibanja kot Slovenija, številne države s pomočjo vojske nadzirajo svoje meje. V Kanadi, na primer, 24.000 kanadskih vojakov v pripravljenosti čaka, da priskočijo na pomoč provincam. In Kanada ni v Evropi, ima samo eno mejo, to je meja z Združenimi državami Amerike. Naj končam s pozitivno vestjo. Z današnjim dnem se je Slovenija premaknila za eno mesto navzdol na lestvici držav Evropske unije po številu okužb na prebivalca. Zdaj smo na 14. mestu. Seveda pa še enkrat, povprečnost ni dovolj. Za nas povprečje ne more in ne sme biti dovolj. To je samo vmesna točka. Mi moramo epidemijo premagati, virus moramo izolirati, usamiti in ga odstraniti. Zdaj pa mi dovolite, da predam besedo državni sekretarki na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gospe Mateji Ribič, ki bo spregovorila o stanju v domovih za starejše. O tem veliko govorimo, vsak dan več, kajti veliko okuženih je prav med uporabniki domov za starejše. Mislim, da je to v tem trenutku zelo aktualna tema in zato prosim državno sekretarko, da nam spregovori. Potem pa bo najprej ona, potem pa še jaz odgovoril na nekaj vprašanj. Lepo prosim, državna sekretarka. Pozdravljeni. Tudi današnje sporočilo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v prvi vrsti namenjeno svojcem, stanovalcem ter njihovim najbližjim. Predstavljamo si vašo stisko in vas razumemo, da vam mora biti v teh časih izredno težko. Iz medijev slišite in tudi sami že opažate, da se novi virus COVID-19, ko enkrat prestopi prag doma starejših občanov, zelo hitro širi. Dom starejših občanov pomeni za vaše svojce in stanovalce njihov dom. In zato si predstavljamo, da mora to za vas pomeniti eno veliko stisko. Na tem mestu bi vam želeli sporočiti, da si vsi,
Tako Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za zdravje ter Vlada Republike Slovenije dajemo vse od sebe. Naša prva skrb je, da so stanovalci v dobrih rokah in da jih zaščitimo. In verjemite mi, da je to tudi prva skrb direktorjev domov za starejše, ostalega vodstva in tudi vseh zaposlenih, ki tam delajo. Iz tega vidika je bilo sprejetih kar nekaj organizacijskih ukrepov. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je že v začetku meseca marca pozvalo vse izvajalce institucionalnega varstva starejših, da začnejo izvajati program preprečevanja in obvladovanja širjenja okužb. 6. marca smo vsem izvajalcem predlagali, da nemudoma sprejmejo ukrep prepovedi obiskov, kar so domovi tudi storili. Sprejeti so bili tudi drugi ukrepi za preprečevanje prenosa okužb ter za preprečevanje širjenja okužb tako med zaposlenimi kot tudi med stanovalci. Kot sem že omenila, je na vhodu domov za starejše v velikih domovih poskrbljeno za razkuževanje čevljev. Zaposleni prihajajo na delo z zamikom, da se ne srečujejo v garderobah. Na vhodih se jim meri telesna temperatura in v primeru kakršnega koli odstopanja mora zaposleni takoj to povedati svojemu nadrejenemu, ki za to ugotovijo tudi vzrok. Poziv je bil dan tudi vsem pokretnim stanovalcem, da ne odhajajo iz domov, saj lahko prenesejo okužbe med ostale sostanovalce, ki so najbolj ranljivi. V primeru, da stanovalci karkoli potrebujete, se obrnite na zaposlene. Zavedamo se tudi problema zaščitne opreme na državni ravni, vendar zagotavljam vam lahko, da vsi domovi, ki opremo nujno potrebujejo, jo tudi dobijo in jo imajo. Zavedati pa se moramo, da opreme ne moremo dajati na zalogo. Oprema se deli na približno vsakih 3 dni. V zvezi s tem bi želela tudi pojasniti, da poteka zelo dobra komunikacija med domovi za starejše, med vsemi ostalimi izvajalci institucionalnega varstva, glede potreb po zaščitni varovalni opremi. Domovi vsak dan poročajo, kakšno je stanje z njihovim kadrom, kakšno je stanje s stanovalci, koliko zaposlenih je zaradi suma na okužbe doma, koliko zaposlenih je okuženih in ravno tako, koliko stanovalcev je okuženih. Dovolite mi, da se navežem tudi na včerajšnji poziv direktorja bolnišnice Golnik. Poziv je bil, da naj svojci vzamejo pokretne stanovalce za čas epidemije domov. Kot veste, so starejši najbolj občutljiva populacija na okužbe. Posledično so tudi okužbe v domovih za starejše izpostavljene največjim tveganjem. Ta poziv direktorja bolnišnice Golnik zelo pozdravljamo in apeliramo na svojce, s tem, da bi svojce zaprosili, da se tega lotijo z vso resnostjo in zavedanjem, da svojca, ki ga bodo vzeli domov, v času epidemije ne bo bilo mogoče sprejeti nazaj v dom. Naj povem primer iz doma, v katerem sem bila sama direktorica. Svojci so želeli z vsemi dobrimi nameni vzeti domov svojo mamo za čez vikend. Prišli so jo iskat v petek po kosilu. Na naše veliko presenečenje so jo pripeljali nazaj v petek do večerje, se pravi do 6. Razlog je bil, da so svojci rekli, da je mama rekla, da želi iti domov. Zavedati se torej moramo, da stanovalcem domovi za starejše predstavljajo njihov dom. Zato prosimo vse svojce, ki se boste odločili, da vzamete domov svoje najbližje, da se z njimi pogovorite, da bodo tudi oni vedeli, da to pomeni, da ne grejo domov samo za 3 ure, ampak grejo domov mogoče za 2 tedna, 3 tedne ali celo več. Za konec bi želela še dodati, da so izredni časi.
da je nujno potrebno sodelovanje med vsemi deležniki, da smo vsi usmerjeni v to, da iščemo rešitve. In še enkrat bi poudarila, da je cilj vseh najbolje poskrbeti za vaše svojce in to v teh najbolj nemogočih razmerah. V ta namen je danes sklican tudi sestanek, ki ga je sklicalo Ministrstvo za zdravje, na katerem bodo prisotni tudi vsi koordinatorji, ki so s strani Ministrstva za zdravje določeni, da obiščejo domove iz primarne ravni in terciarne ravni, ter da jim pomagajo narediti načrt preprečevanja širjenja virusa COVID-19. Njihova prioriteta je, da v domovih s potrjeno okužbo poskušajo zajeziti širjenje virusa, prav tako pa bodo proučili poti prenosa in na podlagi ugotovitev poskušali preprečiti okužbe v domovih, kjer teh primerov še ni. Namen tega srečanja in namen vseh nas, ki smo vpeti v to, je najti najbolj optimalno rešitev v dani situaciji. Predpostavljam, da ste na red za vprašanja, torej pozdravljam vas tudi iz Studia 1 Televizije Slovenija, ker imamo kar nekaj novinarskih vprašanj za vas. In sicer Uroš Mavčec, Planet TV, sprašuje, kakšne smernice, navodila ali priporočila so bila sprejeta glede premestitve zdravih stanovalcev iz domov za starejše na druge lokacije. Če bo ukrepanje v domu starejših Ljutomer drugačno kot v Metliki in Šmarju pri Jelšah. Podobno vprašanje zastavlja tudi novinar Slovenskih novic Aleksander Brudar, ki ga zanima, kje bodo te kapacitete, na katere naj bi premeščali zdrave stanovalce, ali bodo ti preseljeni v hotele oziroma druge začasne namestitve. Hvala lepa za vprašanje. Ravno namen današnjega sestanka, ki ga je sklicalo Ministrstvo za zdravje, je to, da proučimo vse te možnosti. V Sloveniji imamo dva primera ravnanja v domovih za starejše. En primer je dom Šmarje in drugi primer dom v Metliki. Iz teh dveh primerov se bomo skušali naučiti najbolje ter poskušali tudi najti rešitev, ki bo najboljša za vse stanovalce v domovih za starejše. Hvala lepa. Naslednje vprašanje zastavlja novinar Peter Avsenik iz Slovenske tiskovne agencije. Ja, pozdravljeni. Peter Avsenik, Slovenske tiskovne agencije. Dve vprašanje bi imel, in sicer, v koliko domovih so potrjene okužbe trenutno z stanovalci in koliko je okuženih zaposlenih in koliko oskrbovancev. Potem me pa zanima, tisto vaše napotilo prejšnje je razumeti kot uradno napotilo pač skrbnikom teh starejših, da ne vzamejo svoje svojce domov. Pa morda še to, ali ministrstvo namerava dati splošno priporočilo glede razseljevanja starejših na različne lokacije. Hvala. Glede potrjenih okužb v domovih za starejše je po mojih podatkih, mislim, da je v 7 ali 8 domovih za starejše okužba potrjena. Največ okuženih stanovalcev je v domu v Šmarjah in pa v domu v Metliki, ravno tako zaposlenih. Podatki so takšni, da je število okuženih zdravstvenih delavcev je v domovih za starejše je 30, število okuženih stanovalcev pa 137. Drugo vprašanje, ki se nanaša na napotilo, bi želela poudariti, da je bil to v bistvu odziv na včerajšnji poziv direktorja bolnišnice Golnik. Seveda podpiramo to, da svojci v primeru, da imajo to možnost,
stanovalca za ta čas vzamejo domov. Tako kot je bilo to že obrazloženo, bi bilo s tem domovom za starejše omogočeno, da na lažji način naredijo prostor primeren za izolacijo in za kohortno izolacijo. Kajti v primeru, da so v domovih vse postelje polne, je takšno izolacijo praktično nemogoče izvesti. In še tretje vprašanje, ga lahko ponovite, prosim? Samo trenutek. Če ministrstvo namerava dati splošno priporočilo glede razseljevanja oskrbovancev na različne lokacije. V zvezi s tem se bomo pogovarjali na današnjem sestanku, ki je sklican za ob 16. uri, tako da upam in mislim, da bomo imeli po tistem sestanku že kakšne bolj konkretne rešitve. Bi pa želela poudariti, da iščemo te rešitve skupaj, vključujemo tudi Skupnost socialnih zavodov Slovenije, tako da želimo poslušati in upoštevati tudi mnenje stroke. Naslednje vprašanje zastavlja Nataša Repovž, Planet TV. In sicer ima dve vprašanji. Prvo vprašanje je vezano na domove za starejše. In sicer piše takole: glede na porast okužb v domovih za starejše se o prenosih okužbe največ govori po poti zaposlenih, ki jih sicer preverjajo ob prihodu na delo in odhodu z dela. Zanima pa nas, kako je z zaščito glede dostave in razdeljevanjem prehrane, kakšni ukrepi veljajo v samih kuhinjah in pri deljenju oziroma dostavi hrane oskrbovancem. Namreč tudi tu lahko verjetno pride do potencialnega prenosa na pribor, krožnike in podobno. Kolikor smo v stiku z domovi za starejše, se prenosa okužbe na ta način zelo dobro zavedajo. Zato so vsi ogrevalni vozički, ki grejo v bivalno enoto s hrano, predtem pridno grejo razkuženi in tudi ko pridejo nazaj v kuhnjo, se jih razkuži. Glede zunanjih kosil in kuhanja kosil je tako, da domovi, ki to izvajajo, imajo ločene posode za recimo uporabnike pomoči na domu. Ta posoda se potem ločeno zbira zunaj doma, dokler se ne zbere vsa posoda, ki pride nazaj. In ta posoda se potem pere potem, ko se opere že vsa posoda od doma starejših občanov, se pravi od stanovalcev, potem se ločeno pere posoda, ki pride od zunaj, in po tem pranju posode se pomivalni stroj tudi razkuži, tako da se proba v največji meri preprečiti prenos morebitne okužbe. In še drugo vprašanje novinarke Nataše Repovž, Planet TV. Zakaj omenjamo zgolj število okuženih, ki so testirani, ob dejstvu, da je minister za zdravje Gantar že pred časom dejal, da je število okuženih verjetno 5-krat večje? Okuženi, ki so bili pozitivni pred 3 tedni, so verjetno že ozdraveli. Ali ste jih od te uradne številke okuženih odšteli? Torej vsi okuženi minus ozdraveli, pa ne samo tisti, ki so zapustili bolnišnico. Kakšno je torej dejansko stanje po vaših podatkih? Se spremlja, koliko ljudi je že ozdravelo, oziroma drugače, koliko je aktivno okuženih? Predvidevam, da to vprašanje ni naslovljeno na mene, tako da bi prosila gospoda Kacina, če ima on te podatke. Prav, bomo gospodu Kacinu to vprašanje zastavili kasneje. Za vas pa ima zdaj vprašanje še novinar Luka Svetina, Nova 24 TV. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Torej, prvo vprašanje se tiče tega razseljevanja prebivalcev domov za starejše. Ali so torej korona hoteli še neka realna opcija in ali je to razseljevanje morda bolj tvegano, če bi se ti stanovalci vračali domov, kot če bi bili nekje izolirani v nekaterih korona hotelih? To je eno vprašanje. In morda še drugo vprašanje. Imamo podatek, da številni mladi zaposleni, recimo v domovih za starejše pa v bolnišnicah, odhajajo iz službe domov, ne domov, pač pa v samoizolacijo, ravno zato, da bi se izognili stiku recimo s svojim staršem, da jih ne bi okužili. Je namreč verjetnost, da morda ne kažejo simptomov. Torej, ali je merjenje temperature, ko pridajo na posel, dovolj
da bi recimo preprečili nadaljne okužbe v domovih za starejše, ali bi jih morda bilo možno redno testirati? Bi bil to še nek ostrejši ukrep, ki bi bil primeren po vaše? Glede razseljevanja stanovalcev v tako imenovane, kot ste jih vi imenovali, korona hotele, bi želela povedati v prvi vrsti to, da popolnoma navadni hoteli za stanovalce oziroma za populacijo, ki so v domovih za starejše, v večini primerov niso primerni. Predvsem, ker nimajo negovalnih postelj. Pokretnih stanovalcev v domovih za starejše je mogoče v celotni Sloveniji 10 do 12%. Tako da to so tisti stanovalci, ki so zdravi stanovalci in bi se jih, če bi bila takšna odločitev, lahko preselilo v kakšen hotel. Na drugo vprašanje glede samoizolacije za zaposlene oziroma ali je dovolj merjenje temperature na vhodu v dom, bi pa želela pojasniti, tako kakor je bilo že večkrat povedano, da je možno, da je kdo od zaposlenih ali kdorkoli od nas okužen, še predno kaže znake okužbe. Tako da vsekakor to, da se meri temperatura, ni 100% zagotovilo, da v dom ne more priti okužba oziroma da je zaposleni ne more prenesti, se pa na ta način v veliki meri zmanjša prenos oziroma vnos tega virusa COVID-19. Hvala lepa. Prosila bi vas, da odgovorite še na vprašanje novinarke Jernejke Drolec, Radio Slovenija. Dobar dan. Mene pa zanima, na kakšen način se po novem določa izvajanje zdravstvene dejavnosti v domovih za starejše za primarne zdravnike. Kdo se mora vključevati? Vsi, torej tudi koncesionarji? Vsi domovi imajo zagotovljeno izvajanje primarne zdravstvene dejavnosti. In tudi priporočilo iz Ministrstva za zdravje je že šlo ven vsem tem izvajalcem, da zagotavljajo izvajanje te zdravstvene dejavnosti najmanj v tolikšni meri, kot imajo določeno po pogodbah. V nekaterih domovih to izvajajo zdravstveni domovi, v tistih občinah, kjer pa zdravstveni domovi nimajo dovolj razpoložljivega kadra oziroma niso imeli dovolj razpoložljivega kadra, pa je občina razpisala koncesijo in to dejavnost izvajajo koncesionarji. Najlepša hvala za vse odgovore. Imamo pa še nekaj vprašanj za vladnega govorca, veleposlanika Jelka Kacina. Hvala lepa državni sekretarki za njeno predstavitev in vse kvalitetne odgovore. Prosim. Ponovila bom vprašanje, ki ga je Nataša Repovž, Planet TV, zastavila že državni sekretarki na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mateji Ribič. Torej, zakaj omenjamo zgolj število okuženih, ki so testirani, ob dejstvu, da je minister za zdravje Gantar že pred časom dejal, da je število okuženih verjetno 5-krat večje. Okuženi, ki so bili pozitivni pred 3 tedni, so verjetno že ozdraveli. Ali ste jih od te uradne številke okuženih odšteli? Torej, vsi okuženi minus ozdraveli, pa ne samo tisti, ki so zapustili bolnišnico. Kakšno je torej dejansko stanje po vaših podatkih? Se spremlja, koliko ljudi je že ozdravelo, oziroma drugače, koliko je aktivno okuženih? Spremljajo se podatki o odpustitvi iz bolnišnic. Včeraj sem navedel, da je bilo takih primerov 6, oziroma včeraj sem za dan predtem rekel, da jih je bilo 6. Danes vam lahko na podlagi poročila, ki smo ga prejeli od Ministrstva za zdravje, povem, da so včeraj odpustili 8 bolnikov iz zdravljenja v bolnišnicah. So pa seveda bolniki, ki niso bili na zdravljenju, ki prebolevajo bolezen doma, ker gre za lahko obliko. Zato je statistika vedno varljiv pojem. Številke obdelujejo, zbirajo v Ministrstvu za zdravje. Tisto, kar se mi zdi v tem trenutku pomembno v povezavi z drugimi vašimi vprašanji, je,
da je skupno število testiranj že preseglo 23.000. Zadnja številka, ki jo imam zapisano, je 23.762 testiranj. Samo na včerajšnji dan je bilo izvedenih 1288 testiranj. Število pozitivnih včeraj, oziroma skupno število pozitivnih je v tem trenutku 841, včeraj pa je bilo 39 novih pozitivnih izidov testiranj. Imeli smo tudi 2 smrti, o čemer smo govorili tudi že včeraj. Od takih pomembnejših podatkov pa se mi zdi pomembno omeniti, da imamo v domovih za ostarele na včerajšnji dan 30 okuženih zaposlenih, da je 137 oskrbovancev v domovih za starejše občane pozitivnih in da je število okuženih v zdravstvu, ki so zdaj osamljeni, 110, nekoliko manj kot včeraj. To so številke, ki nam dajo neko sliko, kje smo. Ampak število se še ne zmanjšuje na tak način, da bi lahko rekli, da smo blizu vrha. Ne, mi se pripravljamo na dosti težjo situacijo, ko bo treba intenzivno zdraviti in morda in predvsem priključiti na umetno predihavanje veliko večje število bolnikov. Hvala lepa. Novinarje informativnega programa Televizije Slovenija zanima naslednje. Danes se je v Slovenijo prek Ciriha vrnilo 20 Slovencev iz Filipinov, Tajske in Švice, ki pa niso bili napoteni v organizirano skupno karanteno, ampak domov v samoizolacijo. Kdo torej odloča o tem, ali gredo v karanteno ali samoizolacijo in seveda pod kakšnimi pogoji? Zakaj torej razlike pri obravnavi ljudi, ki se vračajo iz tujine? V tem trenutku imamo zlasti v Evropi nekaj žarišč. Ta žarišča so pravzaprav najbolj nevarna za pospešeno širjenje bolezni v Sloveniji. Zato vse potnike, ki prihajajo iz Španije, napotimo v karanteno. Za potnike, ki pa prihajajo iz krajev, kjer bolezen še ni razširjena v tej meri, pa velja, da jih po novem vse brišemo, pregledamo in ko imamo rezultat, lahko tudi presodimo, kam sodijo. V načelu pa velja, da bi morali ljudi ob prihodu na letališče brisati že na samem letališču, morda počakati na letališču in za tiste, ki imajo pozitiven izid, odrediti karanteno, za ostale pa karanteno doma. To so spremembe v protokolih, ki se zdaj izvajajo iz dneva v dan. Zato je državna sekretarka tudi omenila, da je tudi danes posvet na temo, kako urediti in bolje organizirati delo v domovih za starejše občane in zato se te stvari dogajajo iz dneva v dan in zato je tudi način obravnave potnikov, ki prihajajo v Slovenijo, drugačen. Ti potniki, o katerih ste spraševala, so, če se ne motim, so prileteli v Cirih, od tam pa so jih z avtobusom prepeljali v Slovenijo. Povem, da bodo, oziroma so verjetno že bili, vsi brisani in ko bomo imeli rezultate, bomo tudi vedeli, kako naprej. Novinarka Silvestra Sadar iz Radia Ognjišče pa sprašuje naslednje. Nekatere objave na socialnih omrežjih in portalih kažejo na dvom v smiselnost tako striktnih ukrepov, kot na primer v intervjuju z britanskim epidemiologom Tomom Jeffersonom ali pa v zapisu iz lanskega februarja, ki govori o 30 smrtnih žrtvah zaradi gripe pri nas, med katerimi so bili tudi mladi. Jefferson pravi, da bo karantena nas in naše potomce spravila v bankrot in sprašuje se, ali je gospodarski zlom cena, ki jo je vredno plačati za upočasnitev nečesa, kar je že med nami. Gre samo za velik cirkus in histerijo okoli tega, pravi avtor. Kako to komentirate? Kakšno vrednost in posledice imajo takšne objave? Moj odgovor bo ciničen. Velika Britanija je otok blizu Evrope,
zato si tudi dovoli precej različne poglede na to krizo, na to epidemijo. Velika Britanija je po korakih spreminjala svoj odnos do te nove bolezni. Najprej so rekli, da je sploh ne bodo preprečevali v želji, da bi čim prej to preboleli in postali imuni, potem pa jih je vendarle praksa in tudi grozljive izkušnje drugih držav pripeljale do tega, da so se s to boleznijo začeli aktivno ukvarjati. Če mene vprašate, je bolje biti živ kot pa mrtev in bogat. Bolje živ, bankrotiran, kot pa mrtev in bogat. Pretiravam, to je moje osebno stališče, to si morda kot govorec vlade ne bi smel dovoliti, ampak ne vem, zakaj bi se morali ukvarjati z razmišljanji in objavami, ki so daleč od življenja. Za vse tiste, ki hodimo po tleh, ki nas je strah zase, za svoje najbližje, za 2 milijona ljudi, ki živijo v tej državi, je tako pisanje po mojem mnenju manj pomembno. Hvala lepa. Naslednje vprašanje zastavlja novinar Rok Šuligoj iz informativnega programa Televizije Slovenija. Pozdravljeni. Jaz imam vprašanje na 37a člen oziroma to aktivacijo. O tem je bilo precej govora v zadnjem času. Očitno je vlada odločila oziroma pristojni minister, da na nekatera dopolnila ne pristaja. Govorimo predvsem, recimo zanima me, na podlagi česa je določen 5-kilometrski pas. Dopolnila so bila, da bi bil ta pas nekoliko manjši, na podlagi katerih podatkov se je vlada odločila za aktivacijo tega člena in nenazadnje, kakšni so trenutni podatki glede števila prehodov meje in ali se ve, katere enote, katere vojake bi poslali na mejo, če do tega pride. Hvala. Začnemo od zadaj. Napotitev je v pristojnosti Generalštaba Slovenske vojske oziroma poveljstva sil, ki mora svojimi človeškimi viri racionalno gospodariti. In odvisno od potreb in razpoložljivih enot se bodo odločali, katere enote bodo napotene in v kakšnem številu. Ko me sprašujete za globino, do kje imajo vojaki policijska pooblastila, je to, če smem povedati svoje mnenje, je to politična odločitev. Še nekaj mesecev nazaj smo poslušali, gledali, brali prispevke o tem, da je Slovenska vojska v razsulu, kaj vse da more, kaj ne more, koliko vojakov jim primanjkuje. Zdaj, ko se pa nenadoma pojavlja tukaj epidemija in ko si moramo pomagati z vsemi s človeškimi viri, ki jih imamo na voljo, tudi za Slovensko vojsko, pa je nenadoma ta Slovenska vojska v delu slovenske javnosti postala nek bav, ki se ga je treba bati, je to en inštrument za odvzem svobode in podobne stvari, zaradi česar se, če smem reči, velika večina javnosti temu čudi, nekateri pa se s tem ukvarjajo, kot da gre za poskus državnega udara. Gre za slovenske vojake in vojakinje, gre za vojake, ki so sodelovali na številnih mirovnih operacijah. Naša vojska je profesionalna in bo storila to, kar ji bo ukazano. Imamo civilni in demokratični nadzor nad Slovensko vojsko in počela bo samo to, kar je v interesu državljanov Republike Slovenije. To pa je popoln nadzor nad južno mejo, posebej nad tistim delom, kjer je največ prihodov migrantov. Bom zelo jasen. Večina ljudi, ki prihajajo in želijo ilegalno prečkati mejo, in to ne sami kar tako, ampak v organizaciji kriminalnih združb, ki se s tem ukvarjajo, prihaja iz držav, kjer divjajo vojaški spopadi. Tam v njihovih očeh policija pomeni neko nevladno organizacijo, ki jih bo zaščitila. Vojska pa je nekaj, kar resnično nadzira linijo, ki jo brani. In naša vojska je tam, da to linijo zapre. In jaz bi želel, da bi ljudje vendarle razumeli še enkrat, da gre za našo vojsko, da gre za demokratični nadzor, da gre do tja po ukazu in da ta ukaz zelo jasno določa
cono, območje odgovornosti. Se mi pa seveda zdi nesmiselno. Si predstavljate, da vojaki vidijo nekoga, ki je 5,5 km od meje in se ga lahko samo gledajo in kličejo policiste, naj vendarle pridejo pogledat, kdo to je, ker oni ne smejo tja. No, v takih situacijah se bomo znašli. Zato so poskusi, da se ta globina z 5 km zniža na manj od meje, po mojem mnenju obsojeni na neuspeh. Malo logike, malo razuma, pa bomo vojski vendarle omogočili, da to svoje poslanstvo opravi v interesu vseh nas. Jana Krebelj iz Primorskih novic sprašuje, ali in kako je vlada amandmirala 103. in 104. člen predloga zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omejitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Nimam pregleda nad vsemi amandmaji, treba je pogledati tudi amandmaje, ki jih vlagajo poslanci oziroma poslanske skupine. Kot veste, obravnava še ni končana, obravnava se nadaljuje in ko bo obravnava zaključena, bomo lahko naredili oceno vseh amandmajev, ki so vloženi. Ampak verjamem, da bo razprava v Državnem zboru vendarle omogočila, da tudi poslanke in poslanci razumejo širši kontekst, ta, če smem uporabiti termin, zgodovinski trenutek, ko bi vojsko na južni meji potrebovali že včeraj, da bi lahko sprostili policiste, da bi se lahko ti pojavili po mestih, po naseljih, po parkih in tukaj opozarjali kršilce na kršitev že sprejetih odlokov. Bom šel nazaj na tisto, kar sem že povedal. Vsako širitev virusa moramo zaustaviti. Ko okuženi ne bodo več mogli okužiti nikogar več, nam bo število okuženih začelo hitro padati. Do takrat pa moramo računati na zmogljivosti zdravstvenega sistema. Ampak samo vsak od nas, tisti, ki nismo pozitivni, ali pa tisti, ki mislimo, da še nismo pozitivni in vsi tisti, ki vedo, da so pozitivni, morajo storiti vse, kar je v njihovi moči, da koga drugega ne okužijo. In ob vprašanjih o koronahotelih, o načinu izvajanja karantene, se seveda pojavljajo vprašanja, kako bi bilo mogoče kaj takega bolj racionalno organizirati. Povedal vam bom konkreten primer iz enega od naših tako imenovanih karantenskih hotelov. Veste, da so v tem trenutku aktivni 3. Tam je zakonski par, ki se želi umakniti oziroma oditi iz hotela, zato da bi lahko z ožjim sorodnikom, ki se poslavlja, opravil še zadnje srečanje. Če bi imeli mi že rešen mehanizem, po katerim bi lahko sledili takemu paru po telefonu, bi jo lahko mirno izpustili, ker verjamemo, da bi vsak ravnal tako, kot je v tem trenutku razsodno, če pa bi odšel kam drugam, bi ga lahko opozorili. Ne moremo pa organizirati prevozov z policijo ali s policijskim spremstvom za tak primer. Tudi pogrebi bodo in kaj podobnega. In če se oseba sama odloči, da sprejme tak način nadzora, bo z uporabo ustreznih zaščitnih sredstev, tako maske kot rokavic, lahko šla na tak dogodek, ki bo izrazito malo številen. Ampak vseeno, gre za zelo emotiven trenutek in mi bi morali pomagati tem ljudem. Policija ne potrebuje prav nobenih dodatnih pooblastil za to, da bi delovala zdaj v pogojih koronavirusa. Ampak razumite vendar, če danes nekdo pretepa nekoga za zaprtimi vrati, ima policija mandat, da vstopi in to nasilje v družini prekine, no, če smem tako reči. Če pa ima nekdo karantensko odločbo, mora policija vendar vedeti osnovne podatke o tej osebi. Mora poznati to karantensko odločbo, da lahko preveri, ali je oseba v karanteni ali ni. Taka pooblastila potrebujemo in nič več. So pa napisane v enem členu, zato da bi bilo jasno, zakaj gre. In še nekaj. Jaz dobivam komentarje na razne tvite, na te objave, ki se zdaj dogajajo med samo tiskovno konferenco. In ljudje pišejo, ja,
ampak za določen čas. Seveda, mi se trudimo in imamo te konference tudi zato, da bi ta določen čas čim bolj skrajšali, da bi premagali epidemijo, da bi osamili virus in ko tega več ne bo, to ne bo več potrebno. Vse velja samo za čas epidemije. Ko gre za pooblastila vojske, je to določeno za največ 3 mesece. Ne? In strahu, da bo to trajalo neskončno dolgo, ne sme biti in največ za to, da skrajšamo te roke, lahko stori vsak od nas s tem, da se dosledno drži na razdaljo, tako kot se midva drživa z gospo prevajalko, tako kot se je potrebno redno umivati roke, tako kot je potrebno ves čas paziti, da mi sami, vsak od nas posameznik, nismo del problema, ampak da smo vsak od nas del rešitve v poskusih, ne le poskusih, v prizadevanjih, v učinkovitih korakih in ukrepih, da osamimo in premagamo virus in s tem epidemijo. Potem se bomo ukvarjali z gospodarsko krizo. Postavila bi vam še vprašanje naše novinarke Jernejke Drolec iz Radia Slovenija. Pozdravljeni. Jaz bi se vrnila še na prerazporeditve zaposlenih zdravstvenih delavcev in vladni odlok pravi, da se tiste, ki so v mreži javne zdravstvene službe, prerasporeja na naloge povezane z zajezitvijo epidemije, vključuje tudi koncesionarje, kaj pa te čiste zasebnike. Ti so denimo sami ponudili mariborskemu UKC-ju pomoč, iz zdravniške zbornice pa pravijo, da bi tudi drugi zasebniki pomagali, vendar potrebujejo neko pravno osnovo. Je to včeraj sprejeti odlok ali vsebuje včeraj sprejeti odlok tudi to, kako je mišljeno, da bo v prihodnje? Kdo vse bo lahko pomagal? Hvala lepa za vprašanje. Ne gre toliko za odlok, kot gre v tem trenutku za človeške vire, za kadrovske kapacitete Ministrstva za zdravje, ali so sposobni ta posel upravljati, ali so sposobni izdajati odločbe o začasnih premestitvah. Vsekakor, če ne bomo zajezili virusa in se bo epidemija širila, bo potrebno prerasporejati vse. Potrebno bo napotiti tudi študente medicine, ne le tiste, ki so zaposleni v drugih organizacijah ali pa zasebnike. Pripravljamo se za najtežje razmere, zato da bi take razmere obvladali, ampak mi se moramo fokusirati na preventivo. Vesel pa sem vsake take pobude, kot ste jo na primer ravno kar našteli, da zasebniki sami ponujajo svojo pomoč, želijo le, da se jim status uredi, da ne bi bilo potem v nadaljevanju ali pa v posledicah težav v zvezi s tem, ker so v času krize namesto, da bi ne delali, pomagali in bi zaradi tega potem ne bili upravičeni pomoči, ki jo država praktično namenja zdaj že skoraj vsakemu. Te 3 milijarde, ki jih vlada zagotavlja za to, da bi obvladali te razmere, morajo biti dostopne tudi za tiste, zlasti pa za tiste, ki prostovoljno pomagajo in so del rešitve in ne problem. Najlepša hvala za vse, kar ste povedali. Zaenkrat nimamo več novinarskih vprašanj. Hvala tudi vam za vsa vprašanja in za današnje druženje. Lepo pozdravljeni. Kdaj bo naslednja tiskovna konferenca, vas obvestimo v nadaljevanju. Domnevamo, da bo jutri vendarle stekla redna seja Državnega zbora. V tem primeru verjetno naše tiskovne konference ne bo, ampak vas bomo pravočasno obvestili. In hvala za sodelovanje. Dobro in uspešno delo vam želimo tudi iz Studia 1 Televizije Slovenija in naslišanje spet na naslednji tiskovni konferenci. Nasvidenje.